In gremo na 6. točko dnevnega reda, in sicer odlok o proračunu občine Brežice za leto 2020, druga obravnava. Zdaj, jaz predlagam, da združimo proračuna 2020-2021, tako da se lahko poda, bom rekel, obrazložitev obeh in potem tudi odgovarja se na vprašanja za odločenega za 2020-2021. Tako da prosim najprej magistra Aleksandra Demčiča, vodja oddelka za finance in računovodstvo, da poda obrazložitev. Lepo zdrav. Zdaj, po javni razpravi, ki je trajala do 8. januara, so se povečali prihodki za 2020, govorimo. Oziroma, prihodki za 2020 so predvideni v višini 28 milijonov 74 tisoč evrov, kar pomeni na prvo obravnavo 320 tisoč evrov dviga. In sicer gre za povečanje nedavčnih prihodkov, kjer se okrog 160 tisoč evrov, kjer se pričakujejo povečanje prihodki iz naslova komunalnega prispevka. V skupini nedavčnih prihodkov ostane renta enaka, kot je bila planirana v prvem branju. V skupini nedavčnih prihodkov so prihodki iz naslova dohodnine, okoljske dejatve in pa iz naslova turistične takse nespremenjeni. Nespremenjeni so tudi kapitalski prihodki. Pri transfernih prihodkih se povečajo sredstva za dobrih 158 tisoč evrov in sicer gre tukaj za prijeta sredstva iz državnega proračuna. Predvideni odhodki znašajo 34 milijonov 242 tisoč evrov, kar pomeni skoraj 3 milijonsko povečanje glede na prvo branje, in sicer gre tukaj za povečanje novogradenj, adaptacij in pa rekonstrukcij. Se pravi, gre skoraj večina sredstev za investicije. Rezultat bilance prihodkov in odhodkov je primanjkljaj v višini 6 milijonov 168 tisoč evrov. Ta se še poveča za znesek odplačila glavnic v višini 1 milijon 262 tisoč evrov in pa povečanje kapitalskega deleža v javnem podjetju v višini 180 tisoč evrov. Primanjkljaj se pokrije s prodajo kapitalske naložbe v višini 550 tisoč evrov, najem kredita v višini 2 milijona 909 tisoč evrov in pa stanje sredstev na računih v višini 4 milijone 150 tisoč evrov. Zdaj, v gradivu ste prijeli tudi dve tabeli, kjer prva prikazuje vse predloge in pripombe, ki so prišle na predlog proračuna 2020 in upoštevane predloge z navedbo številke proračunske postavke. Druga tabela pa prikazuje spremembe na strani odhodkov med prvo in drugo obravnavo. Zdaj, odločilna sta bila dva kriterija, kako se pač odločalo, katera pripomba bo upoštevana, katera ne. In sicer se je upoštevalo, v kateri fazi so bili pripravljeni projekti in pa pač omejene finančne zmožnosti občinskega proračuna. Zdaj, glede na to, da je v obeh proračunih predvidena zadolžitev, bom podal obrazložitev glede zadolženosti občine. V letu 2020 je predviden kredit v višini 2 milijona 500 tisoč evrov. Te zadolžitve so planirane pri poslovnih bankah. Do leta, se pravi do zdaj, je občina zadolžena pri poslovnih bankah 6 milijonov 27 tisoč evrov. Se pravi, skupaj z tem 2 milijona pa bo, če ga bo občina v letu 2020 najela, bo zadolženost pri poslovnih bankah 8 milijonov 527 tisoč evrov. S tem štejemo, se pravi, tukaj treba odšteti vplačile glavnice za leto 2020, ki znaša 1 261 tisoč evrov, kar pomeni zadolžitev pri poslovnih bankah v letu 2020, če občina vzame teh 2,5 milijona kredita,
7 milijonov 266 tisoč evrov, kar pomeni približno združitev na prebivalca dobrih 300 evrov. Če k tej zadolžitvi prištejemo še povratni del, za vse te dele, ki jih je občina najela v letih, kjer je bila možnost, in to v višini 1 875 tisoč evrov, znaša skupna zadolžitev 9 141 tisoč evrov, kar pomeni zadolžitev na prebivalca 380 evrov. Zdaj, ker smo bili pri tej zadolžitvi in povedal še za 2021, se pravi, v 2021 je planirana zadolžitev 2 300 tisoč evrov, kar pomeni povečanje zadolženosti za 300 tisoč. Glede na prvo obravnavo in če dolgo 7 266 tisoč evrov prištejemo ta znesek, dobimo zadolženost pri poslovnih bankah 9 566 tisoč evrov. In če od tega odštejemo 1 430 odplačila glavnic, je skupna zadolžitev pri poslovnih bankah 8 136 tisoč evrov. Se pravi, to pomeni zadolženost na prebivalca okrog 340 evrov. Če tle preštejemo še povratni del, v višini 1 691 tisoč evrov, znaša skupna zadolžitev 9 827 evrov, kar skupaj pomeni na prebivalca 409 evrov. Zdaj na splošno, kolikor so razvidni podatki zadolženosti vseh občin v Sloveniji, je povprečna zadolženost za leto 2018, za 2019 pač tega izračuna ni, okrog 414 evrov na prebivalca. Tako da mi z to zadolženostjo 2,5 v letošnjem letu in 2,300 v letu 2021 pridemo nekje na to povprečno zadolžitev. Zdaj, v gradivu so navedeni tudi 4 sklepi, po katerih pač boste glasovali. Tukaj bi jaz imel za 2021 so planirani prihodki v višini 33 103 tisoč evrov, kar pomeni za 200 tisoč evrov višji prihodki, in sicer gre pri nedavčnih prihodkih zaradi drugih nedavčnih prihodkov za višje prihodke v višini 296 evrov. Pri transfernih prihodkih pa gre za znižanje za 96 evrov, in sicer gre za znižanje zaradi zmanjšanega sofinanciranja pri gradu Brežice. Davčni prihodki, okoljska dajatev, prihodki iz turistične takse so praktični na nivoju prve obravnave, tudi renta NEK je na nivoju prve obravnave, enako kapitalski prihodki. Predvideni odhodki pa znašajo 34 540 tisoč evrov, kar skupaj pomeni, da so višji za 569 evrov. In sicer gre tukaj za zmanjšanje tekočih odhodkov za 43 tisoč evrov, za povečanje tekočih transferjev za 29 tisoč evrov in pa povečali so se investicijski odhodki za 573 tisoč evrov. Tudi tukaj gre za povečanje novogradnje, rekonstrukcij in adaptacij in pa povečanje tudi investicijskih transferjev v višini 10 tisoč evrov. Tudi tukaj imate dve tabeli, ena popolnoma enaka kot v letu 2020, s tem, da so pri upoštevanih predlogih pač navedba številke proračunske postavke, druga tabela pa enako prikazuje sprememba na strani odhodkov in pa med prvo in drugo obravnavo. To bi jaz imel. Hvala lepa za to predstavitev. Kar predlagam v tem po koncu vseh vprašanj strani svetnikov in odborov, da se potem tudi podajo vsi odgovori.
Hkrati bi ga prosil za obrazložitev proračuna za leto 2020 in 2021 v županem imenu gospod Gordan Radnovič, direktor za občinske uprave. Tako, na občino je prišlo veliko pobud za dodatne investicije in programe. Občinska uprava je skupaj z županom na čelu skrbno preverila vse možnosti in poskušala ustreči čim večjim predlogom. Žal pa seveda vseh ni bilo možno upoštevati, saj nekateri niso bili izvedljivi v tako kratkem času ali pa za vse želje enostavno ni bilo dovolj denarja. Tukaj ne poudarim, da cirka 2,5 milijona sredstev smo uspeli prigospodariti na račun preteklega dobrega poslovanja. Tako da razlika se pa seveda zagotavlja, tako kot je že Aleksandar povedal, iz kreditnih sredstev. Občina je prejela skoraj 300 pobud, finančno so bile vrednotene v višini 8,7 milijonov evrov, novih virov pa praviloma z izjemo 2 pobud ni bilo navedenih. Po vrednotenju strani strokovnih služb je pobud prišlo za cirka 20 milijonov evrov. Bistvena sprememba proračuna so pač predstavljene v proračunu samem za posamezne leti, zato ne bi tukaj zdaj ponovno izpostavljala zadev. Bi pa res omenila, da je proračun za leti 2020 pa 2021 zelo ambiciozno postavljen, ker skupaj imamo kar 70 milijonov evrov vredna proračuna. Glavno vodilo pri sestavi samega proračuna je bilo zagotovitev sredstev za nemoteno življenje občanov in tudi investicije, in sicer poskrbeti, da so te investicije čim bolj enakomerno razporejene po vseh krajih občine. Hkrati ne smemo tukaj zanemariti, da moramo občino zagotavljati tudi sredstva za vse zakonske obveznosti, za nemoteno delovanje zavodov in društev. Zraven tega je predvideno za skoraj 30 milijonov investicij, kar tudi veliko projektov, ki so namenjeni za boljše počutje naših občanov. Namenjene so sredstva za spodbudo kmetijstva, podjetništva, sredstva za delovanje društev. Letos planiramo tudi nabaviti 2 gasilski vozili in to s pomočjo sofinanciranja MORS-a. Omogočamo pač storitev sopotnika za socialno šibkejše starejše občane in pa mestni avtobus. Aktivno poteka projekt Stavi na zdravje, e-pomoč in podobni. Zagotavljamo dodatnega pomočnika za otroke s posebnimi potrebami in zagotavljamo sredstva za pomočnika za delo z Romi. Predvidena so tudi sredstva za začetek širitve zdravstvenega doma Brežice in lekarne. In tudi naslednji 2 leti je naša zaveza, da pomagamo z našimi sredstvi delovanju bolnice Brežice. Glavne investicije za naslednji proračunski obdobji sta gradnja prizidka Rtiča in pa vrtec Dobova, ter gradnja pomožnega igrišča z umetno travo v Brežicah, Pantrek, kakor tudi projekt iz participativnega proračuna. Naj povemo, da v participativnem proračunu je za leto 2020 uvrščenih 9 projektov, v leto 2021 pa ravno tako 9 projektov. Potem imamo stari most skozi Brežice se bo renoviral, že nadaljevanje čez reko Krko in pa most v Cerkljah, ta leseni most. Pločnik Slovenska vas ter nadaljevanje kolesarske poti na cesti Svobode, ureditev ceste pri pokopališču Brežice, pločniki po krajevni skupnosti za večjo varnost otrok in vseh ostalih občanov. Predvidevamo tudi hidravlične izboljšave in seveda že uvodoma povedeni 2 kolesarski stezi, ki bosta sofinancirani z evropskimi sredstvi. Nadaljevalo se bo projekt kanalizacije Krška vas, vodovod Križe in vsako leto bomo zdaj namenili približno 300 000 evrov za zamenjavo salonitnih cevi oziroma dotrajanih po vseh krajih v naši občini. Nadaljevali bomo z obnovo večnamenskega doma Sromlje, pa tudi novega doma več v Malencah, zobna ambulante v Košicah ter priprava za izgradnjo doma v Cerkljah. Predvidena je tudi energetska sanacija stavb, gre za celovito ali pa delno sanacijo in sicer objekta osnovne šole Dobova, športne dvorane Dobova, osnovne šole Globoko, osnovne šole Pišece, glasbene šole Brežice, stadiona Brežice, knjižnice Brežice, osnovne šole Bizeljsko, telovadnice pri osnovni šoli Rtiče in pa celovita energetska sanacija objekta športne dvorane Brežice. To dela bodo potekalo v okviru javno-zasebnega partnerstva in s sofinanciranjem evropskih sredstev. Dokončali bomo v letošnjem letu začeto sanacijo in revitalizacijo bivšega doma upokojencev. Večji poudarek v letošnjem in naslednje leto v proračunu je za turizem, za razvoj turizma.
za drsališče, za prireditve v prazničnem decembru. V Dobovi se nadaljuje obrtna cona za nove podjetnike, reševali bomo problematiko vodovodnega stolpa, inovativne investicije v turizmu in začetek aktivnosti na Brežiškem jezeru. Veliko projektov manjših je prerazporejenih po vseh krajih. Zdaj, glede na to, da je proračun res ambiciozno pripravljen, da so župan in ostali smo aktivno sodelovali pri usklajevanju proračuna, predlagamo, da se proračun sprejme v predlagani obliki, ker smo upoštevali večino pobud, ki smo jih bili zmožni upoštevati. Moram pa povedati, da nas malo žalosti, ker noben ni predlagal dodatnih virov, kako naj bi prišli do njih. No. Tudi ta del nam še šepa, tako da to je izziv za prihodnje obdobja. Tako da pripravljen proračun nekako skrbi za uravnotežen razvoj krajev v regiji in zagotavlja izvajanje zakonskih nalog in v bistvu vpliva na boljšo kvaliteto življenja v občini Brežice. Tako da predlagamo, da se proračun sprejme v predlagani obliki. Borzana, najlepša hvala za to široko predstavitev. Hkrati vas seznanjam, da občina Brežice ni prejela amandmajev v proračunu za leto 2020 v zakonskem roku. In hkrati dajem tudi, bom rekel, besedo komisijam in odborom, če bi želeli pred razpravo podati mnenje. Prosim za prijavo. Zakoliko ne, dajem, prosim... Pojasni, če si rekel za 2020, to nekaj ne bo... Predlagam, da je razprava 2020-2021 in tudi vsi odgovori povezani na oba proračuna, predstavljamo bomo pa za vsako posebej. Prosim, da se glasovalno napravo prijavite v razpravi. Zaključujem s... Ne dela. Pardon, dela. Dela? Pardon. Ok, zaključujem razpravo z Andrejem Vicekom in prosim Igor Zorčičan. Spoštovane kolegice in kolegi, lep pozdrav z moje strani. Na prejšnji seji je naša svetniška skupina izpostavila nekatere pomisleke v zvezi z proračunom, oziroma proračunoma, ki jo sprejemamo. Mi smo dali pravočasno tudi ustrezne pobude na občino in ugotavljamo, da je pač del teh pobud bil sprejet, del tudi ne. Načeloma pa jaz predvsem v svojem imenu ugotavljam, da proračun sledi nekaterim tistim pomislekom, ki so bili izpostavljeni in ki se tičejo nekega nadaljnjega razvoja Brežic, se pravi tudi v tem smislu, ki je podprt z določenimi sredstvi, naprimer podjetniški inkubator, pa nekatere zadeve, ki se tičejo infrastrukture in podobno. Zdaj, kar se moramo zavedati je to, da ob sprejemanju proračuna so seveda vsi nameni dobri, ampak nekatere stvari smo imeli v proračunu tudi že v preteklem mandatu, pa še niso realizirani, naprimer cesta Velike Malnice, Božiča vas oziroma Vrhovska vas, pa nekako do te realizacije ni prišlo, tako da tisto, kar si mi želimo, je to, da to, kar je danes zapisano v tem proračunu, če bo sprejet, da bo do konca obdobja proračuna tudi realizirano, ali pa da se bodo nekateri projekti vsaj začeli, oziroma kjer gre za kako infrastrukturo, da se bo zapičila prva lopata. Eno vprašanje imam, pa bi tudi prosil potem odgovor. Zdaj, kar se tiče pa doma krajanov Velike Malnice, je v gradivu navedeno, da je pač ta predlog, ki smo ga izpostavili, upoštevan, da se v letu 2020
nameni za narušenje tega doma 100 000 evrov, pa je potem tam v posebnem delu proračuna naveden znesek 100 evrov in verjamem, da gre za kakšno pravopisno napako. V bistvu bi potreboval samo odgovor v tej smeri. Tako da, toliko malo zanimali. Gospod Zorčič, hvala. Bomo podali odgovore na koncu, tako da prosim Marjan. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni, danes vsi skupaj tukaj. Proračun je zmeraj tako kot lutrija, ne? Ali zadeneš, če igraš, zadeneš ali pa ne. Pri proračunu pa tako, ali imaš srečo, imaš pa dobre lobiste in gre vse skozi tisto, kar želiš v tem kraju. Bi na začetku imel eno pripombo tako, da se včasih več upošteva posamezne skupine, kot pa, bom rekel, po krajevni skupnosti, vodstvu krajevne skupnosti, ki vseeno navadno razpolaga z večjimi informacijami in z večjimi potrebami, ki so v kraju. Če pa se lobira tako parcialno, potem pa lahko tudi nekaj pride prej na vrsto kot nekaj drugega. To je tako eno malo, pa ne bi rad o tem govoril, kdo so in kaj so in koga lobira kdo. Me pa zanima mečkino neke postavke. Recimo pri programu Sopotnik je predvideno tam 40 000, piše pa tako obrazložitev, če mi bo lahko to malo dal, tekoči transferi neprofitnim organizacijam in pa javne zavode. Vse to ni nek posebno velik denar, ampak bi bilo pa prav, kaj se bo z tega nabavilo, ali neko sredstvo, ali se bo to financiralo tako, to je mečkino zavito, da tisto ne počita, ni jasno. Ali pa na strani 62, osnovno šolstvo, investicijsko vzdrževanje in obnove, 145 000 vsako leto. Zdaj, kaj je za to zajeto? Mi smo pred leti govorili pri zadnjem proračunu, da je treba recimo v osnovni šoli Velika Dolina razširiti in tako je bilo tudi nekako dogovorjeno kuhinjo in obnovitev te kuhinje. Zdaj, posebej noter nikjer nisem našel v proračunu, da je to nekaj zajeta postavka ali se skriva v temu, pa bi eno obrazložitev želel v tem čuti, kaj je teh 145 000 hektarov lahko je različno. Že večkrat sem govoril, da me moti, da imamo poslance tudi iz naših krajev, Posavja in iz občine v državnem zboru in da občina sama skrbi za novogradnje šol v tej občini. Jaz mislim, ko bo prišlo enkrat do tega, da bomo imeli v Brežicah vse šole obnovljene, potem pa bo se zgodilo v Ljubljani, da bojo sprejeli na nivoju državnega zbora, da bojo tudi država financirala v šolstvu. Mislim, da bi bilo prav, da nekako o tem govorimo, ne da glavne investicije in proračun se troši za izgradnjo šol. Pa ne mislim s tem, da teh šol ni potrebno, jih je sigurno potrebno, ampak da to mora samo občina financirati in se za to zadolževati tudi, me pa včasih malo moti, več je bilo treba narediti na tem planu, da tudi država vključi te stvari v to. Nekaj me zanima pa še zdaj, da ne bom čas prehiteval, ali pa da ne bom prošel prehitev, da ne bom vzel besedo. Podžupan. Torej, dom upokojencev starejših, torej ne ta novi, ampak ta obnova. Nikdar nisem prav slišal, kaj bo v njemu. Torej, vlagamo v ta dom, kaj se bo pa pravzaprav v njemu vodilo in čemu bo namen tega doma. Tako da mislim, da je to ena stvar, ki me pri tem proračunu zanima. Kako bom glasoval? Glasoval lahko tudi potem obrazložil ta svoj glas, ampak me zanima proti temu, kako bo razprava tekla. Hvala lepa. Hvala lepa za razpravo, gospod Marjan Žibert. Bomo se neko odgovor podali na koncu, tako da prosim, gospod Milan Vezir. Hvala lepa za razpravo.
glede proračuna v mojem prejšnjem izvajanju oziroma v prvi obravnavi sem izpostavil veliko pomembnost tega pločnika v Pešecah. Dejansko ta pločnik je v samem proračunu, ampak rekel za leto 2021 je nekoliko manj, kot sem pričakoval. Jaz bi res prosil občinsko upravo in vse, da se čim prej pristopi k izvedbi oziroma vsej potrebni dokumentaciji in tudi potem izvedbi za ta pločnik. Moram reči, da je to res eno pereče vprašanje v našem kraju, v Pešecah. Tako imamo tam pokopališče, nekaj zaparkirati, tudi avtobusna postaja nam manjka, imamo eno vožilno tam na cerkvi, ker je dejansko res zelo nevarno, ker dejansko ljudje večini hodijo tam po cesti in tako naprej. Tako da je kup enih zadev, šola je v kraju, verjetno edini kraj, ki ima šolo, pa nima dejansko urejene te varne poti. Tako da bi res prosil župana in vso pravo za maksimalno pomoč, da to čim prej naredimo. Hvala. Hvala lepa za pobudo. Gospod Katja Čenček. Dober dan, hvala za besedo. V bistvu sem se posvetila turizmu, proračunu in turizmu. Dejansko je to pomembna gospodarska dejavnost tudi v našem prostoru, vsak je zaposlen v občini Brežice v turizmu, na nacionalni ravni pa turizem s širšimi vplivi dejansko pomeni 12% BDP-ja. Če pogledamo proračune, smo lahko zelo zadovoljni. 2016-2020 je plus 57%, gledano samo postavko 1403. Se pravi, iz omenjene analize je razvidno, da občina namenja vsako leto več sredstev za razvoj turizma, vendar pa so zgolj občinska sredstva za preboj med najboljše, kjer bi mi z obstoječim turističnim gigantom zagotovo sodili dejansko premalo. Največji potencial naše občine predstavljajo enodnevni obiskovalci in tranzitni gosti. Zdaj pa si lahko predstavljamo, če recimo pogledamo dobre prakse iz nacionalnega in mednarodnega okolja, kaj bi to pomenilo za naše obstoječe turistične ponudnike oziroma vse nove in pa nasplošno za ponudnike različnih storitev, kolikor bi v naši občini imeli neko moderno, inovativno infrastrukturo, turistično infrastrukturo. Recimo Skywalk na Svetem Vidu, obnovljeni vodovodni stolp z razgledno ploščadjo, največji delerinski park v tem delu Evrope, fontano, ne vem, vina, piva, pa morda bi bila posebna po nečem tretjem. Torej, naša občina ima vse najboljše naravne danosti, povrh vsega imamo prenočitvene zmogljivosti in se težko ostale občine kosajo z nami. Vendar pa bi želela v bistvu odgovor občine, pa tudi občinskega sveta, ali smo mi sedaj, ko sprejemamo tako pomembna dokumenta, dejansko potem bo leto 2022, ko bodo prišle volitve in nekih večjih stvari v tistem letu ni za pričakovati, torej ali smo mi zreli, da se odločimo za neko mega turistično investicijo. In si želimo, da se bo v bistvu manjša ponudba zasebnikov krepila na račun enodnevnih in tranzitnih gostov, kjer imamo ogromno neizkoriščenega potencijala. Drugo vprašanje, ali lahko dobimo posluh države, kajti brez državnih sredstev, brez povezav na državnem nivoju, dejansko ne bomo tega nikoli uresničili. Na hitro sem za vikend preletela financiranje turističnih infrastruktur in to so bili financerji. Recimo Nordijski center Klenica, država je dala 11,6 milijona evrov, ostalo so bila Evropski sklad za regionalni razvoj. Expano v Prekmurju 5,9 milijona evrov, občina samo 700 000 evrov, ostala
država, se pravi preko dobrih povezav z državno vejo oblasti, zelo dober, modern in oblegan turistični center. Vinarium, o katerem vsi govorimo zadnja 3 leta, 2,3 milijona evrov, evropska sredstva milijon evrov. Pod med prošnjami roka 4,5 milijona evrov investitor češko podjetje. En super primer prihaja iz Hrvaške, Biokovo, če ste kaj zasledili, delajo en skywalk, ogromno razgledno ploščad nad Makarsko in verjamem, da vse te tranzitne turiste, Češka, Avstrija, Nemčija, še ne bojo zastavili v Brezaj, se bojo pa tam. Torej, kaj hočemo v bistvu povedati? V proračunu imamo 15.000 evrov za razgledno ploščad na Svetem vidu in pol milijona evrov za vodovodni stolp. Jaz sem s tem prezadovoljna, ker občina Brežica v bistvu izkazuje resnost, vendar pa me zanima, ali bomo pri obnovi, torej prvič, ali bomo pri obnovi vodovodnega stolpa iskali državna in evropska sredstva, ali v bistvu bo to vse na našega proračuna. In pa razgledna ploščad Sveti vid, glede na, lahko rečem, eno izmed najboljših let v naši državi in glede na trende, ki so v turizmu, ali smo pripravljeni poiskati neko resno podporo in v bistvu projekt razširiti do skrajnosti. Recimo Vinarium na praznični dan obišče 2000 ljudi, letno 100.000 krat 5 evrov, vemo koliko je. Če bi pa imeli en Vinarium v Brežicah, kjer imamo 685.000 nočitev, kjer imamo definitivno boljšo lego in kjer ni pač videti samo njih, travnikov, gozdov, ampak so točje, železni most, Brežiško jezero, staromestno jedro, grad. Verjamem, da bi imeli lahko vsaj 200.000 dnevnih gostov iz tega naslova, krat 5 evrov stopnina. Letnih. Tako. Hvala za razpravo in predlog, razmišljanje. Prosim za besedo gospoda Matija Kovič. Hvala lepa za besedo in lep pozdrav z moje strani. Jaz bom kar kolegici odgovoril na dve vprašanji. Da, občinski svetniki smo pripravljeni za večje investicije. Veselim, da smo izpostavili Vinarium, ki ga sam izpostavljam in zagovarjam pač kot en primer dobre prakse od prvega dne vstopa v to lokalno politiko, da ne govorimo o drugih razglednih stolpih, naprimer tudi bližje imamo Podčetrtek, imamo Roglo in Brežice svojo lokacijo in znamenitostmi ter lepotami prav gotovo lahko tukaj konkuriramo. Kar se tiče pa povezovanja z državo in pa sofinanciranje investicij, se pa moramo vprašati, čigava odgovornost je to, da se v zadnjih 10 letih na tem področju ni naredilo nič. Kajti iskreno smo na področju promocije turizma zaspali. Veseli me, da se zadeve premikajo, da ne bom bolj črnogled, ampak bodimo pošteni in si priznajmo, da smo tukaj sami naredili veliko napako, ker smo to zadevo enostavno pometli nekam od in na njo pozabili. Pa se vrnem nazaj na proračun, če začnem s tistim, kar me rahlo skrbi, in to je cirka 5,5 milijonov evrov zadolžitve v naslednjih 2 letih. To nas pripelje, kot smo rekli, na približno 409 evrov zadolžitev na prebivalca, kar je ravno nekje v državnem povprečju. Demar se dobro rekel, da zadolžitev na povprečju države ni problematična, ampak je. Zato, ker iskreno v Brežice dobivamo tako nuklearno rento, visoke prihodke strani turistične takse in pa še nadomestilo zaradi letališča v Cerkvah. In kljub temu moramo za uresničevanje vseh naših želja potem priskrbeti še toliko kreditom, malce kreditov za prihodnje. Posebej sem začuden na tem, župan rad poudarja, da leto pred zaključkom mandata ne sprejema 2-letnih proračunov, ker ne želi obveznosti nakopati naslednjih sestavi občinskega sveta in pa morebitno naslednjemu županu. Očitno pa ni problem pustiti nekaj 3 milijone evrov dolga. Tako da to je zadeva, o kateri smo imeli tudi na odboru za gospodarstvo, precej pomislekov. Res pa je, se strinjam, tako kot je že vodja oddelka rekel, da so časi za kredite ugodni.
vendar če se obnašamo gospodarno tudi v privat podjetju, v glavnem dela sistem, kar imaš. Če se premaknem dalje na predloge socialnih demokratov, moram reči, da je kar nekaj naših predlogov upoštevanih. Pogajanja so bila relativno korektna in poštena. Posebej bi izpostavil 3 zadeve in sicer da smo tudi na naš predlog povišali sredstva za turizem, to je bil predlog tako naše setniške skupine kot tudi predlog odbora za gospodarstvo. To povišanje gre tako na račun promocije kot izgradnje turističnih atrakcij. Potem me veseli, da smo zagotovili sredstva za dodatno osebo v razvojnem oddelku vrtca. S tem bomo namreč poskrbeli, da bodo ti otroci več časa imeli eno osebo, ki bo z njimi prisotna skozi cel delovnik. Se pravi, ena oseba, ki se ne bo menjala, oziroma bo konstantna ena in ista oseba z njimi. Ter pa, da smo nekaj več sredstva namenili tudi za veteranske organizacije v dolgem času. Malce me skrbi, oziroma malce sem začuden zaradi 25 do 50 tisoč evrov, ki grejo za projektno dokumentacijo mostu v Trnju. Sam imam pomislek, ali je ta investicija res potrebna, glede na to, da imamo 50 metrov više semaforiziran prehod, ki bi ga lahko in se ljudje uporabljali do pred nekaj let. Še bolj me pa skrbi, oziroma žalosti dejstvo, da smo za isti prehod v letošnjem letu namenili 3 tisoč evrov, da smo ga modernizirali. Glede na višino bi rekel, da bo projektna dokumentacija v zlati kaligrafiji zapisana. Potem še kaj želim, da se premakne v prihodnje, kar letos ni bilo, in sicer to je atletski stadion Brežice. To je bilo kar nekaj ponudb, tako strani atletskega kluba, kot nekaj posameznikov. In pa upam, da se bo še dodatno premakne stvari na stanovanjske problematiki mladih družin. Tukaj moram pohvaliti občino, ker se zadeva premaknila pri razpisu za neprofitne stanovanje, ker imajo mlade družine zdaj dejansko prednost pri zasedbi teh stanovanj. Sami pa smo predlagali še, da bi mladim družinam, ki gradijo prvo nepremičnino na območju občine Brežice, občino odpisala komunalni prispevek. Zdaj, odgovor je, da koliko to naredimo, gre to na strošek občine, kar se strinjam, ampak če lahko gospodarstvo odpisujemo, takšen komunalni prispevek bi lahko tudi naredili tudi za mlade družine. Pa še dotaknili se dodatnih virov. Mi smo vložili kar nekaj napora v to in sicer smo se dogovorili za sestanek na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport glede razpisa financiranja nepremičnin v šolstvu, se pravi 2 šol, ki jih gradimo. Res, da je sredstvo relativno malo, ampak so. Zdaj smo malo se zadeva podrla, ker vlada opravila samo še prekoljšo posle, ampak še vedno govoril sem sekretarjem pred 2 dnevi oziroma 3 dnevi in se še vedno pripravljen sprejet in se zadeva pogovoriti. Prav tako me pa žalosti, da je s parske vlade padla tudi ideja o ustanovitvi centra šolske in obšolske dejavnosti v Posavju, ker se tudi začelo nekaj premikati in so tudi bile možnosti, da bi zagotovili neka dodatna sredstva. Za konec bi pa samo ob teh naših vseh investicijah, ki smo jih izvedli in pa v mostu v Trnju, me zanima, kaj se dogaja z investicijo križišče na Majskovi cesti tukaj pri Šparu, pri Optih Glasmajer. Bilo je govor o njem, o tej investiciji pred 2 leti, zdaj pa o teh 2 proračunih te zadeve ni. Mislim pa, da je tam še ena izmed zadnjih križišč v Brežicah, ki je res nujno, da bi ga spremenili križišče, kajti srečajo se 4 ceste, ki so relativno prometne in včasih zjutraj nastane tudi tekom dneva kar precejšen kaos. Hvala lepa. Hvala, prosim, Stanko Peska. Tudi z moje strani. Hvala za besedo. Pri pisanju obeh proračunov moram najprej izpostaviti tisto, kar se mi zdi zelo pomembno. To je to, da se končno dejanjajo tudi nekatere, morda za nekoga manj pomembne zadeve, posebno pomembne za področje vzgojne in izobraževanja, pa zelo pomembne. To je, da se je končno našel tisti ščepec denarja za romskega pomočnika v osnovni šoli Cerklje ob Krki in za vse tiste deležnike, ki bodo sooblikovali vzgojno izobraževalni prostor, tako tudi v vrtcih in drugih šolah in da občina ves čas pozitivno pristopa k temu. Namreč na ves čas zagovarjam stališče, da smo
občani občine Brežice pod ustavno parolo sveta enakih možnosti. In iz tega žal ugotavljam, da sreča, dobri lobisti in podobno nikako ne morejo biti kreatorji proračuna. Vemo je tudi to, da v proračunih zagledamo postavke za leto 2023-2024. Naučila sem se, da kar lahko naredim danes, to postorim, kajti tisto sanjanje o prihodnosti se v občini Brežice že marsikdaj izjalovilo. Tako seveda velja tudi za otroke osnovne šole Globoko, kajti že 15 let čakajo na vrtec oziroma predšolsko vzgojo v Globokem in nažalost je to so to edini oddelki, ki v občini nimajo svojega prostora kot vrtec, temveč domujejo po različnih objektih v kraju. Ravno tako krajevna skupnost Globoko glede na enake možnosti ima zelo boren izkupiček, čeprav tukaj, bom rekla, lobisti sedimo celo trije iz iste krajevne skupnosti, pa nam to kaj malo pomaga, če nekdo ne vidi, da je to pomembno za krajane, da živijo pod enakimi možnostmi. In tako tudi ne vidim perspektive izdelanega pločnika Globoko vojsno, kajti dokler ni dokumentacije, to pomeni približno 10 let, da bomo še čakali, da se kaj skoli zgodilo. In tudi pri nas, tako po Pišecah, bodo še dolga leta otroci hodili po zelo in bistveno bolj nevarnih poteh, kot je to krajevna skupnost Pišece, čeprav tudi tam zelo pomembno. In kar se tiče razvoja turizma in gospodarstva, dokler bomo gradili dodatne trgovine in dokler bomo tako šibko črpali ESS sredstva, tako, za kar so seveda, koliko je meni znano, tudi določeni ljudje zaposleni, ne bomo imeli perspektive bistvenega razvoja turizma, dokler elementarne stvari ne povedimo v občini Brežice. Kdo je država? Mislim, da sem na tem mestu že velikokrat povedala, država smo vsi. Pomembno je samo, ali znamo stvari potegniti skupaj. Tako smo uspeli zagotoviti določene oddelke, ki bodo omogočili mladim, da se šolajo v občini Brežice, pa čeprav nikjer ne piše z imenom in priimkom, kdo se je za to posebej potrudil. Pomembno je, da bodo ti oddelki tukaj. In pomembno bo, če bomo v bodoče znali uravnotežiti proračun. Hvala. Najlepša hvala. Fer Pintič, prosim. Hvala za besedo, lep pozdrav vsem. Malo sem zamudil s prijavo preko, ne bi se tudi v imenu odbora prijavil, pa mislim, da je taka tema, ki je tudi osebno vedno izpostavljam. Zdaj, rekel tako, odbor za gospodarske javne službe je v bistvu, tako kot tudi ostali, v zvezi s proračuni spravilo dvakrat, se pravi enkrat v času javne obravnave proračunov in potem še enkrat, ko smo dobili tudi gradivo za drugo branje. V času tiste prve razprave, ki smo imeli, smo na odboru zelo enoglasno ali pa soglasno vsi člani odbora izpostavili teme okrog državnih projektov, ki jih v občini Brežice vsi pričakujemo in potrebujemo. In smo tudi sprejeli soglasno sklepe z neko pobudo županov in predlogom, razmislekom, kako, ali je to potrebno umestiti v proračun, oziroma mislim, da mogoče celo ta pobuda ni bila pravilno razumljena, ker zdaj iz tistega odgovora oziroma predlogov, ki so pojasnjeni, nekako so vsi predlogi zavrnjeni v smislu, da se ne zagotavlja financ, kar pa niti ni bil osnovni namen samih sklepov.
Govorim seveda o 3 infrastrukturnih projektih, to je izvennivojsko križanje v Brezini Šentjernetu z navezavo na Vrhninsko cesto, govorim o novem mostu čez Savo na Čartežu in o obnovi obstoječega mostu, edinem, ki je trenutno v funkciji, ki je v izredno slabem stanju. Predvsem smo na odboru želeli, da bi nekako spodbudili občino, župana in vse tiste, ki imajo kakršnokoli možnost pomagati in dopirati na ustreznih ministrstvih, da bi dejansko zelo aktivno začeli te zadeve izpostavljati, pa ne samo na nivoju direkcije za ceste, ki je očitno preniska teh direktiv, ker vemo, da konec koncev v proračunu denar zagotavlja Ministrstvo za infrastrukturo in jaz mislim, da je enostavno to premalo do sedaj strani občine narejenih poti na ta organ, na ministrstvo, da bi lahko pričakovali kak uspeh. Tudi bom rekel, tisti kontakti in informacija, ki jih dobimo nazaj, so vse te investicije nekje, bom rekel, strani države, sploh se v njih ne razmišlja še, so tako predstavljene, kot je dobro rečeno, v leta 24, 25, 30 in tako naprej. Vemo pa, kakšno stanje imamo tu na terenu. Zato bi še enkrat predlagal, da se, bom rekel, ta pobuda predvsem obravnava in razmisli ne v finančnem smislu, da bi mi v proračunu zagotavljali nek poseben denar za to, ker itak so to državni projekti, ki jih mora financirati država, ampak da se vendarle, ali ustanovi neko delovno telo, ali da se zadolži nekoga na dosti visokem položaju v občini, da bo dnevno, tedensko, mesečno kontaktiral pristojno ministrstvo in da enostavno damo tem projektom in tej potrebi po izvedbi tega bolj potežo. Zdaj dvakrat nam je že na sejah občinskega sveta odpadla tista točka s pobudami, pa mogoče kar zdaj rekel. Jaz bi predlagal, da občina mogoče vsaj zagotovi to, pa postavi 1-2 študenta en dan ali pa 3 dni ali pa en teden na ta oziroma sedaj nivojska križanja v Šentjernetu in v Brezini, pa ne izmeri, koliko časa mi prestojimo tam in da se niti enkrat praktično ne prevede, že ne bi bile zapornice spuščene. In čakamo in čakamo in čakamo potem, da pridemo skozi. Na drugi strani se pogovarjamo o nekih megalomanskih projektih v turizmu, ampak veste kaj, če ne bomo turiste mogli pripeljati čez železnico, pa če se nam bojo te mostove porušili, ki jih imamo, potem tudi ne Šentjernet za uprši. Tako da jaz bi res apeliral, dajmo poštivati to infrastrukturo oziroma dajmo pritisniti skupaj na državo, da bo poštimala tisto infrastrukturo, ki nam pripada in jo moramo imeti in potem bomo lažje se pogovarjali tudi o razvoju vseh ostalih dejavnosti v občini. Hvala za razmišljanje, za tem razpravo. Glej, Vizek, naslednji. Ja, hvala lepa, župan, za besedo. Pred nami je odločanje o letošnjem proračunu, ki bo, hvala Bogu, bistveno prej sprejet, saj iz tega uvodnih nastopov je možno sklepati, kot je bil lani. In posledično, ker je bil lani tako pozno sprejeti, imamo tudi letos malo več prostora za te dodatne investicije v višini 3 milijone evrov, kot jih je prišlo iz prvega vlaganja v bilo. Predvsem zaradi prenosa sredstev, nerealiziranih sredstev iz preteklega leta, oziroma se strokovno imenuje sredstev na račun, kar so to iznavali prenešena sredstva iz nerealizirane porabe iz prejšnjih leta. Presežek na prihodkov na prihodki iz preteklega leta. Torej, precej je teh investicij, strinjamo se vsemi tistimi, ki pravite, da gre pravzaprav za relativno drobljenje, malo premalo pogledamo na večje projekte, kateri so bili danes tudi tu omenjeni.
ampak jaz pozdravljam pač ta pristop z ker vsi te večji projekti so bodi si vezani na državo, bodi si pa na evropska sredstva. Danes je bilo predvsej govora o evropskih sredstvih tu, ampak mi spoštovani imamo danes probleme z evropskimi sredstvi zaradi, po moji oceni, slabega operativnega programa za koriščenje sredstva 2014-2020. Operativni program, ki je nastal na podlagi tako imenovane strategije pametne specializacije, že ta izraz je nor in nepovedniški, je bilo pravzaprav namenjeno koriščenju sredstev zgolj za pisanje papirjev, strategij, skratka nekih nekonkretnih zadev, ki naj bi nadgradile, ne vem, znanstveno sfero, raziskovalno sfero in podobno. Rezultat tega je, da imamo ogromno nepočrpanih sredstev vse vedno, ker absorpcija teh inštitucij omejena in posledično ne uspejo to počrpati. Po drugi strani pa imamo sofinanciranje za ključne razvojne projekte tudi na področju turizma. Jaz upam, da bo naslednja finančna perspektiva boljša, če bomo manjša. Jaz mislim, da ni toliko problem v tem, koliko sredstev bo imeli v finančni perspektivi 2021, 2028, 2027, temveč zakaj jih bomo lahko porabili. Ali bomo lahko porabili recimo za krepitev take turistične infrastrukture, ki je regijsko prepoznana, kot je naprimer nova kulturnega spomenika v razgledni center vodovodni stolp, s tem odpiranje vodovodnega stolpa, pa tudi promocije tehnične dediščine, ki jih je ta vodovodni stolp prinesel. Torej, jaz sem vesel, da se prisluhni tudi mojim predlogom iz prve branje, v tem smislu, da se dinamika vlaganj v vodovodni stolp poveča. Predvideno je že v letošnjem letu tudi izdelava projektne dokumentacije, v naslednjem letu začetek obnove. Jaz bi le predlagal, da to obnovo strnemo na leti 2021 in 2022, ne pa da vlečemo pol milijona še v leto 2023, tako da bi lahko to res v nekem doglednem času zaživelo. Seveda moramo pa vsi narediti marsikaj še, da bi tudi kak evropski denar za to pritegnili. Tudi pozdravljam to, da ste za prenovo cesto Bratov Milavcev nekoliko pojačali sredstva v letu 2020 na 100.000 evrov. Zdaj pa sprašujem, ali je res potrebno to cesto generalno obnoviti, tako kot je bilo obnovljeno Bizeljska cesta, ali ni zadost pripustitev, ali treba vse razkopati, vse zamenjati, ker to bojo spet milijoni in je veliko vprašanje, če je to potrebno. Asfaltna privleka je pa Bog pomagi, ker je bila že ne vem koliko prekopana. Torej, za koncu, jaz bom seveda ta proračun z veseljem podprl tudi v poslanski oziroma svetniški skupini Slovenske demokratske stranke, ker menimo, da je dober, da je kompromis med tem, kar se je dalo narediti in med investicijami, sploh zaradi napredka iz prvega v drugo branje. Hvala. Najlepša hvala. S tem je zaključena razprava. Preden pa gremo na občutek glasu in seveda na potrditev, bi pa podal besedo najprej direktorici občinske uprave, gospe Gordani Ivanovič. Zdaj tudi potem Davidu Hajniku, da na konkretna vprašanja poda konkretne odgovore. Pa glede sopotnika, prosim, Patrici Čor. Hvala za besedo. Zdaj, kar se tiče... Hvala za besedo, Jure. Zdaj, kar se tiče te napake tiharske v predlogu spremembe proračuna in se v bistvu denar je namenjen višini 100.000 za dom v Malencah, ni samo 100 evrov. Tako da to je samo na enem mestu se je zgodila neljuba napaka, tako da to bomo odpravili. Ni napaka, smo poimenovanje, smo že razčistili. Ste že razčistili, okej, v redu. V redu? Zdaj, kar se tiče domov upokojencev, tle se bojo v bistvu urejale sledeče vsebine. Načrtovani so prostori za varstveno-delovni center, stanovanjsko skupnost, bivalne enote in pa prostori za društvo in podobne vsebine. Zdaj, naslednje vprašanje je bilo, kar se tiče pločnika, kar se tiče infrastrukturnih objektov, ne? Pločnik v vsako vas je zelo prizadevno, vendar ker so proračunska sredstva omejena. Nadaljujemo v prvi vrsti s tistimi projekti izgradnje pločnika, ki so že začeti in imamo njihovo dokončanje. Če se pa mora biti kakršnokoli sredstva sprostijo, bo pa na voljo tudi kasneje mogoče. Zdaj, kar se tiče razvoja turizma, ja, občina v letošnjem letu bistveno več denarja namenja razvoju turizma. Prizadevamo si tudi za pridobitev čim več evropskih sredstev, kar se tega tiče, in pa tudi glede razpisov, ki so na nivoju države, v bistvu skrbno sledimo.
Tako ne nazadnje je pač obnova vodovodnega stolpa in pa penine, ki bojo zraven v bistvu kot fontana penin, pomeni za občino Brežice bistveno pridobitev, kar se tiče turističnega nivoja. Zdaj, kar se tiče ostalih infrastrukturnih objektov in pa same cestne infrastrukture, omenjate nadvoz, omenjate oba mostova. Država nam je na zadnjem sestanku prejšnji ponedeljek v bistvu jasno povedala, da so sredstva za investicije omejene tudi pri njih. Oni imajo 3,5 milijarde v bistvu investicijskih projektov, sredstva imajo pa za posamezno leto zdaj nekje v višini 76 milijonov evrov. Povedali so nam tudi v bistvu zaporedje dogodkov, kako si bodo sledili. Tle smo res dejansko vezani pri nadvozu na povezovalno cesto Brežice-Krško. Tle se zdaj pomikamo praktično par korakov nazaj, ker spet govorimo o idejni zasnovi. Kar se tiče sredstva za izgradnjo mostu, bo verjetno sočasno potekalo z izgradnjo hidroelektrarne in ko bo nov most zgrajen, takrat lahko predvidevamo državna sredstva za obnovo starega mostu. Kar pa nas skrbi v bistvu, koliko je dotrajen, se bodo tudi v teh dneh naročili projekti za preverbo, v kakšnem stanju je most. Potem v bistvu, kar se tiče zadolženosti, smo nekje pod povprečjem 10 sosednjih občin, v bistvu trenutno, in tudi po predvidevanjih v bistvu bomo še vedno bistveno, tudi po predvideni zadolžitvi bomo še vedno bistveno pod povprečjem 10 sosednjih občin. Zdaj smo nekje dobrih 340 evrov zadolženosti, tudi končali bomo nekje v tej višini. Povprečje sosednjih 10 občin je bistveno višje. Zdaj, kar se tiče obnove atletskega stadiona Brežice, v bistvu več sporednih visokih investicij, kot jih peljemo sedaj, in v bistvu ne moremo. Za obnovo tega stadiona bi bilo potrebno več kot 1 milijon evrov sredstev, če želimo vse obnoviti. Zato smo pristopili pač parcialno in v letošnjem proračunu in pa v proračunu prihodnje leto del sredstev že namenjen temu. Se pravi, bomo delali, koliko bo denarja. Zdaj, kar se tiče sestankov z ministrstvom za infrastrukturo, plano moram povedati, da v bistvu vsaj, kar sem jaz na občini, sestanki intenzivno potekajo. Tudi ministrica nas je že obiskala, tako da delamo res vse na tem, da pridemo do sredstev. Ne nazadnje se tudi prijavljamo na kohezijska sredstva za izgradnjo 2 kolesarskih povezav in pa tudi smo se 18. novembra prijavili na projekt kohezije za pridobitev sredstev za izgradnjo oziroma energetsko sanacijo stavb v lasti občine Brežice. Kar se tiče, gledam, kaj je bilo še vprašanje. Zdaj mogoče za samo, kar je noter v proračunu, 145 000 evrov, ste gospod Žibert vprašali nas. To so obnove in pa sanacije v bistvu kuhinj predvsem, ker tle so zelo dragi konvektomati, pomivalni stroji, v bistvu so kar visoke vrednosti. Tle, če vas konkretno zanima, kaj pa kako bo stane en konvektomat, bomo kasneje lahko Kristjan da v bistvu čisto natančne izračune. Če sprašujete konkretno za osnovno šolo Velika Dolina, je pač vsa dela, ki so bila nujna, so že izvedena v tem, ko je pa zdaj projekt prenove celovite kuhinje, ampak to so zaenkrat samo projektna sredstva na voljo, niso še sredstva za obnovo celotne kuhinje. Tako da zdaj pa mogoče, David, če me ti dopolniš, pa Patricija še z spetnimi. Pozdravljam skupaj. Jaz bi najprej odgovoril na vprašanje gospoda Mirana Mrzela glede pločnika v Prišecah. V letošnjem letu bomo naročili projektno dokumentacijo, sicer imamo namenjenih 30 000 evrov. Je pa res, da je Pišeca problem, da je tam delo res ozko grlo, oziroma tudi ni urejenih avtobusnih postajališč. Tako da, se pravi, bi začeli letos z projektno dokumentacijo in drugo leto nadaljevali z odkupi zemljišč in pa z parcelacijo. Tako da, jaz računam, da bi 2 leti bila ta dokumentacija dokončana in da bi v letu 2020 začeli že z izgradnjo. Na vprašanje gospoda Matije Kolariča glede
projektne dokumentacije za most v Trnju. V letošnjem letu je predvidenih 15 000 evrov in sicer ta sredstva so namenjena dokončanju projekta, ki smo ga izvajali v letu 2019, ker nekatera dela na tem projektu niso bila dokončana v decembru in jih tudi mi nismo plačali, tako da je 15 000 evrov namenjenih dokončanju projekta. V 2020 pa je predvidenih 10 000 evrov in z teh 10 000 evrov bi se pa lahko pač začela oziroma naredila ta projektna dokumentacija. Kaj da ni 50 000 evrov za projektno dokumentacijo. Kaj se tiče... Ja. Bi sam dal temu možno, ker je tudi konkretno predlog tudi poslanec naše strani. Tako smo zadnjič predlagali to fontano, pa je potem zdaj vodovodni stolp, pa fontana Vin in Penin, tudi ene druge predloge. Smo dejansko ne želimo imeti samo prehoda med Trnjem pa med Vidom, da zagotovimo varnost, tudi to je med drugim, ampak tudi naredimo osnovo kot neko potna vrata v Brežice, kot nek welcome dobrodošli v naše mesto in naš kraj. Dokumentacija, ki se oddelala, bo še razkrila in odkrila, kakve potencijalne možnosti imamo. Seveda, tukaj imamo, nismo samo mi, je tudi zdaj Lidl, ki je lastnik zemljišča na drugi strani, je tudi promet kamionski in drugačen, kjer moramo imeti določeno višino. In vse, kar bomo počeli, bomo nekaj potrebili na tem občinskem svetu, seveda z jasnim ciljem, da še bolj postavimo Brežice kot turistično mesto, ne pa zato, da bomo delali nek ali podhod ali pa nek sam brezvezen nadhod, ki bi dejansko pomenil samo, da nekdo pride prek. In to je ideja, o tem bomo dejansko še razpravljali, tudi bomo rekel, se bo uredila dokumentacija, pa bomo potem o tem. Kar se tiče rondoja pri Šparu, je v letošnjem letu predvidenih 30 000 evrov za parcelacijo zemljišč in nakup zemljišč. Dokumentacija je bila že predhodno narejena in v predlogu proračuna za leto 2021 je predvidenih 200 000 evrov za samo izgradnjo. Zdaj na vprašanje gospe Stanke Preskar glede pločnika Bojsno. Lahko odgovorim, da je 20 000 evrov predvidenih v letošnjem letu za dokončanje projektne dokumentacije, z samo gradnjo pa bi se začelo v letu 2021, kjer je v predlogu predvidenih 100 000 evrov. Teda jaz verjamem, da ta pločnika v Pišecah in v Bojsne, da so do začela delati in tudi naredila. Zdaj na vprašanje gospoda Vizjega oziroma glede ceste bratov Milavcev, odgovarjam, da smo mi naročili projektno dokumentacijo, imamo izdelano idejno zasnovo in sicer v dveh variantah. Zdaj sama predplastitev, jaz mislim, da sama predplastitev te ceste bo težko, oziroma je skoraj nemogoče narediti, ker je cesta v takem slabem stanju, sploh pa rodniki in pa pločniki. Tako da bo treba zamenjati vsaj zgornji ustroj oziroma asfalt na cesti in pa obnoviti pločnike z rodniki vred. Drugače bo malo uspešno delati. Ker so pločniki res v slabem stanju. Najlepša hvala, Strice, da si. Da te vse zamerajo. Smisel še strugo zamerajo. Lepo pozdravljeni, odgovarjam gospodinu Žibertu, je vprašanje vezanega na postavko sopotniki. Ko ste videli, je v letošnjem in naslednjem letu predvidena postavka začrtana v višini 40 000 evrov in kot smo zapisali v obrazložitvi, so ta sredstva namenjena konkretno za pokrivanje stroškov avtomobila, se pravi goriva, zavarovanja, servisov in podobno. To je v višini 15 000, kjer so všteti tudi stroški našega projektnega partnerja, to je stroški zavoda Sopotnik, ki skrbi za koordinacijo in izobraževanje mreže prostovoljcev, voznikov, ki sodelujejo in vozijo, opravljajo te prevoze prostovoljno, tako da imajo v bistvu v sklopu tega vsako leto tudi zastavljen program izobraževanj. Potem pa 25 000 pa je namenjeno za zaposlitev. Do sedaj smo vlogo koordinatorja 2 leti upravljali preko programa javnih del in je bila oseba vključena preko programa javnih del pri izvajanju
so že v prvem letu izpostavljali, da je glede na občutljivo populacijo starejših, ki rabi nekaj časa, da razvije tudi zaupanje do koordinatorja na telefonu, zaželjeno, da je tudi ta oseba koordinator redno zaposlena, tako da je v letošnjem letu na postavki predviden, oziroma so predvidena tudi sredstva za redno zaposlitev koordinatorja. Najlepša hvala, predsednik Čuvar. Tako zdaj zaključujem in razpravo in vse podane odgovore, ter dajem, če kdo želi podati obrazložitev glasu. To velja tako za proračun 2020-2021. Gospod Majan Živer, izvolite. Hvala lepa še enkrat za besedo. Torej, bom začel tako nekatere stvari, nisem takrat čisto rekel, pa bi bilo prav, da jih vsega zdaj povem, potem pa, ker imam 3 minute na razpolago. Za obrtno cono Slovenska vas je v teh obeh proračunih premalo povedano in premalo namenjeno. Namreč na to, bil sem na občinem zboru zdaj gasilcev, ki smo o tem govorili tudi na tem gasilskem občinem zboru. Tam je cirka 300 pa nekaj več ljudi zaposlenih. Se pa nič tako rekoč ne vlaga v to, saj osnovno prometno infrastrukturo, torej prometne znake bi bilo treba postaviti. Namreč tista cesta je čez 10 metrov široko tam, ki bi bilo treba ali začrtati za krajem, da se lahko parkira ali nekaj že, ne pa da vsi vozijo tako, kako se bomo zaviti, ni pravih prometnih znakov, ni nič, ni tabel, ni nič. Zdaj, ali to mora občina zagotoviti, ali to morajo tisti, ki so najemniki teh prostorov ali lastniki, ampak to bi se bilo treba dogovoriti, ker tam, ko pride neki posebno tujc, predvsej tujcov hodi s kamioni tam, ne vejo in se ne znajdejo. To je ena stvar. Je pa to v občini Brežice in bi morala nekaj občina Brežice tu postoriti. Kar se tiče proračuna, že lansko leto, oziroma v proračunu 19, smo imeli zagotovljeni 20 000 na Veliki Dolini za prosvetni dom in pa za ureditev zgrade KS, ker je vse v lasti občine. Vendar smo takrat zaradi interesa, da tisto cesto polovično ne obnovimo, da jo celo smo teh 20 000 preložili tam, vendar predlagatelj proračuna, oddelek, ki to vodi, to je mislim oddelek za investicije, za te zgrade, letos ni nič predvidel za to. Ampak moram povedati, takrat, ko smo dobili sredstva, vrnjena, koliko je krajevna skupnost vložila v telekomunikacije, pa ko so to privatizirali, smo vložili, da smo obnovili streho, zamenjali okna, okenske police, vrata, uredili namreč ta dom. Ima pa še potrebe drugo. Občina, kar je tam vložila v tej državi, je 5700 € za tisto minimalno gretje. Pa danes neki postavke ni notri. Dobro, ne bom več nadaljeval. Bom proračun kljub temu podprl, vendar marsikaj bi morali na oddelkih malo bolj preštudirati in malo bolj pogledati, kaj je treba. Ne bom našteval zdaj tudi, da imamo parkirišče pri Svetem Jakobu, ki ni urejeno, da imamo cesto dol, ki ni urejeno in tak dalje. Ampak stvari bi morali po oddelkih, kam kaj spada, pregledati in se tega držati in to ovrednotiti, ne pa da zlobiramo edino. Potem sem tudi sam pripravljen, da moram prositi, lobirati in pod kožo leziti komu, če čim kaj doseči. Hvala lepa. Ovo še se bolj podnesem. Gospod Martin Živič, hvala za mnenje. Gospod Martin Živič. Spoštovani zbrani, vsi skupaj tudi en lep pozdrav v mojem imenu. Jaz bom na kratko povedala, da sta ta dva proračuna za leto 2021 kar precej investicijsko naravnana, vendar ob prebiranju
vseh teh številk in vseh teh projektov, ki se bojo dogajali, se mi zdi, da gre občina Brežice, občina dveh hitrosti. Ne bom zdaj kritizirala, vem, da tukaj imamo kar očitno, da se nekateri predeli občine Brežice hitrejše in se več vlaga v njih kot v druge predele. Kar se tiče pa zadolževanja, bistveno je, mislim, kar me moti oziroma me skrbi prevelika zadolženost v enem in v drugem letu, kajti po preteku mandata bomo zopet pustili zanamcem oziroma drugemu sklicu tega občinskega sveta določene obveznosti, ki ne bojo realizirane. In pa glede samega zadolževanja. Ne vem, če ste pri tem upoštevali v tej cifri zadolževanja povprečni prihodek posameznega, povprečni prihodek na občana. Kajti občina Brežice ni tako razvita oziroma so prihodki in dohodki posameznih prebivalcev bistveno nižji od slovenskega povprečja. Tako da bi mogel tudi načrtovalec tudi te zadeve upoštevati. Kar se tiče svetniške skupine, bomo sicer proračuna podprli, ker si ne bomo dovolili, da bi nam kdo očital, da se projekti ne bodo razvijali. Gospod Živič, najlepša hvala. Najprej, tako kot sem že povedal, bomo glasovali o odloku o proračunu občine Brežice za 2020. Najprej prosim za navzočnost, potrebno navzočnosti. Ter glasujemo v sklepu, sprejme se odlok o proračunu občine Brežice za leto 2020. Prosim za glasovanje. Proračun je 100-glasno sprejet, 2 sta se zdržala. Ter gremo na naslednji proračun, sicer za odlok o proračunu občine Brežice za leto 2021. Prav tako prosim za potrditev prisotnosti. Ter za glasovanje sprejme se odlok o proračunu občine Brežice za leto 2021. Prosim za glasovanje. Prav tako je soglasno potrjen z enim zdržanim, tako da čestitam dejansko vsem nam in zdaj nas čaka dvoletno delo pri ključnih projektih za razvoj občine Brežice. In gremo na naslednji točki. Gospod Aleksandar Levič, prosim, da prijete gor, pa preberete sklepno. Se pravi, za predlog drugega sklepa za 2020, bom zdaj prebral, še 3 sklepe. Sprejme se letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Brežice za leto 2020. Drugi sklep bo kar v paketu. Tretji sklep je sprejme se letni program prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2020. In pa četrti sklep sprejme se letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2020. Ok, Aleksandar, najlepša hvala. Zdaj sklicujem 10-minutni odmor, ta čas bo pripravljen za glasovanje in potem tudi podelitev. Hvala. Vse so gradivo. Vse so gradivo. Vse so gradivo, ja. Gradivo so, ja. Vse napisano. Je pa je potrebno posebno glasovanje? Ja, ja.
Ok, potem pa podajam, če se strinjate, jih preberemo in tudi potem sprejmemo. Tako da so naslednje 4 sklepe. Ok, sklepi so prebrani, tako da prosim za... Zdaj pa ti ne moraš, ne? Ja, ne moram, to je vnesno. Tako je. 10 minutni razmor program. Ok, lep pozdrav na nadaljevanju te iste seje. Zdaj, ko smo dejansko pri proračunski točki in sicer za 2020 moramo sprejeti še 4 sklepe vezano na proračun 2020 ter 2 sklepa vezano na proračun 2021. Bom jih prebral, bom glasoval za vsako posebej, prisotno smo pa že potrebili, tako da ne rabimo posebej še potrebovati prisotnosti. Tako da gremo kar na sklep 2, to pomeni, gre se za proračun 2020. Sprejme se letni načrt ravnanja za nepremičnim premoženjem občine Brežice za leto 2020. Prosim za glasovanje. Za glasovanje, ja. Ok, soglasno sprejeto s 25 navzočimi. Naslednja točka, sklep 3, še vedno govorimo o proračunu 2020. Sprejme se letni program prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2020. Prosim za glasovanje. Ok, prav tako soglasno sprejeto, 24 glasovi. Sklep 4, še vedno govorimo o proračunu 2020, sprejme se letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem občine Brežice za leto 2020. Prosim za glasovanje. Prav tako je potrjeno soglasno s 25 glasovi. Zdaj pa sklep 2. Ta sklep pa se veže na proračun 2021 in sicer sprejme se letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Brežice za leto 2021. Prosim za glasovanje. Soglasno sprejeto z 28 glasovi. In sklep 3, prav tako se ta sklep veže na proračun 2021, sprejme se letni načrt ravnanja z premičnim premoženjem občine Brežice za leto 2021. Prosim za glasovanje. 2021. Ne, samo 21. 2021. Hvala. Prav tako soglasno podprto, tako da se zahvaljujem in zdaj končno zaključujem z proračunoma 2020 in 2021. Ja.